Spoštovani prijatelji Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju, prisrčno pozdravljeni na že tretji tradicionalni prireditvi Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij. Lepo pozdravljamo tudi gospo Vando Stralko-Vrhovnik z oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana, hkrati pa se Mestni občini Ljubljana iskreno zahvaljujemo za vso podporo. S pesmijo o pomladi in prijateljstvu smo želeli poudariti, da nas je pomlad zopet združila v tem prelepem ambientu stanovske dvorane Ljubljanskega gradu in na še lepšem dogodku. Poslanstvo Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju je razvoj programov družabništva in zagovorništva za starejše ter socialnih storitev na domu. S tem nam starejši odpirajo svoja vrata, mi pa jim prinašamo sonce. Njihove in naše roke se razpirajo v objem in tako se svet spreminja v svet prijaznih in srčnih ljudi. Kot drugo točko na oder vabim jazz pevko Ljudmilo Frelih,
ki zelo rada prepeva jazz standarde, zelo blizu pa so ji tudi popevke. Po zaključenem konzervatoriju za glasbo v Ljubljani svoje glasilke še vedno uri in sicer priznani pevki Maji Kevc, Amaja. Redno sodeluje z ansamblom Moontime Quartet. Junija jih boste na primer lahko slišali na festivalu Junij v Ljubljani na Kongresnem trgu. Sicer pa petje tudi poučuje. Na klavirju jo bo spremljal njen brat, moj mož Lovro Frenih, ki deluje kot pianist, dirigent, korepetitor, bil pa je tudi štipendist Mestne občine Ljubljana kot nadarjen študent. Izvolite, naj se nad nas razgrne vajina pomlad v mestu. Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju organizira tudi interaktivne delavnice in dogodke ozaveščanja. Z našimi uporabniki in prijatelji se srečujemo na mesečnih delavnicah v Švicariji MGLC. Razveseljuje nas skupno petje, igranje na inštrumente, slikanje, druge ustvarjalne dejavnosti, telovadba ali izleti.
Vsak mesec komaj čakamo na ta dogodek, pa tudi na praznična druženja. Danes pa smo izredno počaščeni, da se je našemu povabilu odzval nihče drug kot legenda slovenske popevke, gospod Lado Leskovar. Zapel nam bo čudovito poskočno skladbo Zemlja pleše, spoštovano občinstvo, gospod Lado Leskovar. Se vrti naš svet, zemlja pleše, tjave zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tjave zvezde. Z njo brado vsako glas in se ceste in zelo tam najen mali dom. Zemlja pleše, tjave zvezde. Tisoč let že, zemlja pleše. Se vrti naš svet, zemlja pleše, tjave zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tjave zvezde. In z njo brado vsako glas in se ceste in celo tam najen mali dom. In celo tam najen mali dom. Veste kaj, če vam jaz klopco tukaj, se bom pa kar malo zjeta. Namen Društva za pomoč v 3. življenjskem obdobju je, da starejšim osebam pomaga ohranjati zdravo, samostojno, kakovostno ter dostojno življenje v domačem okolju in skupnosti. Z dogodkom, kot je današnji, starejše osebe vključujemo v aktivno življenje, jim omogočamo predajanje znanja in izkušenj mlajšim generacijam v želji, da se učimo drug od drugega. Na oder pa sedaj zopet vabim Ljudmilo Frejlik s pesmijo Oblak, njen glas vedno poboža našo dušo. Izvolite. Nad listom se v zelenem vetru
Odlična, perspektivna violončelistka Barbara Navode, ki na naših dogodkih vedno sodeluje, bo ob spremljavi pianista Laura Freliha zaigrala pesem Pridi, dala ti bom cvet. Uživajte! Hvala lepa, Barbara in Lauro, tole je bilo čudovito. Ljubezen med moškim in žensko je nekaj najlepšega.
in leta pri tem niso ovira. To pa nam je potrdil tudi pisatelj Ivan Tavčar v povesti Cvetje v jeseni. Filmska predstavitev je vsakemu Slovencu zapisana v srce. V goste smo danes povabili Lucijo Kavčič, ki bo predstavila lik Mete. V drugem delu pa se ji bo pridružil Janez Čadež v vlogi njenega izvoljenca. Najprej prisluhnimo Luciji v vlogi Mete. Je djal, da pride v Božič, gor na Jelov Brt. Lanska jesen je bil par nas. Je djal, da spet pride, pa ga še ni, Božče že nim, Velika noč tudi. Kaj če je v Ljubljani, kaj še na druga dobu, pa name pozabo. Jezus, no, pa jame. Ne, se bo prašal, se vem, da bo. Takoj sva se lepi imela Janska jesen. V kop sva šla gor na Blegaš. Sva še lovila žibardej. Veš, je to kletal za menoj, da sem ga čisto pehala. Čist je bil zmatran. Sam ne vem, kak tu, kar vrname se je v poteku. Ali tole horne je parevo. Viš ni tak mislil. Sama nisem videla, koga ne naredim. Sem odjala, tu pa ni več. Sem zletela kje preč. Koliko mi je bilo narodno. Zdaj, grede, sva šla pa v Karlovo skvalen. Pogledat Karlovška jera. Dnovte mislim, da je tukajšna baba. To je ena lepa, velika potočna po strlu. Skoraj vsak dan hodnehne. Pa je medla kobelco kot od voda. Kak poskočka ima žen kobelca. Pa hlavca prej zmočka, da natrpi preveč. Z Janezom sva tudi šla. Sem jala, viš Janez, jutar je nedelja, kaj bi ti jaz marva rib nalovila. Pa sem zavihala rokave, pa sem stegnila globok, kot v spodi, čist noter pod skale. Skoraj sem jo že držala. Kaj sem kar okamenila. Tak modras se je potehnil spod skale. Kar zjebene. No, izplavala južna koliko. Drugi dan je bila zavrtela litok nedelja. Pa na govora smo šli, imaš? Joj, cel cajt sem ga čakala zunaj pred hiša. Le kot se obira? Od kotar ga ni bil. Pa je pa le prišel, pa ga vidim. Ja, kaj si pa si vendar Janez, pa s takim ne moram hoditi. Pa keč se biti. Klobuk pa le obdrž. Ja, a se pa se je pa le poštimal. Ni bolj nerodno z njim hoditi. Sva prišla vrna ura. Tato ova je še zvonila. Se sva kar hit hodila. Gor so bile pa stojnice, pa so lecta prodajali. Nikoli mi ga bere še ni kupil. Tudi v rokah še nisem držala. Lectova srčka. Janez ga je pa kupil. Men pa list tudi.
Sam. Ni mi pa nič všeč, kar piše mar na src. Snoč je vekala, danes ni vesela, tu pa še stokala, starca je vzela. Tu pa ni več. Pa so pa še po Savčevo pršli. Pa so naj zmerjali, z Lezica pa z Lesjakom. Janez je bil takoj hud, da jih je kar ukop z glavam udaril. Pa sad, kadar popreh. Sta se kotalila. Pa še klobuke je vrnu zdaj nema. Je Dianata dotavila kaj na glav, kavaj postavlja za strašne kirtušca. Grozni pest se mi je videl. Ja, po Savčevo potoka, tudi naprej Grčina. Ne vem, koga smo se mu zabijeli. Ja, drug dan je bil pa ponedeljk. Žit smo imeli, za omlatiti vse. Takoj smo delali cel dan pa harali. Tudi Janez je pomahal. Mlato je, v dve, v dvoje, v štir, mu pa ni šli. Zvečer je prišel pa sosed pim, pa je djal, da moje, da vidim, opisal. Sem ga vprašala, pa te spremljam, pa grem s teboj. Pa ni tam. Sam je šel. Kje sem bila huda? Čez ancet sem šla, pa kar za njim. Takoj dolgo ni bila nazaj. Pridem noter, pa vidim, koliko se je smukala okoli neha. Tista katinka. Kar odpenala se je. Pa hodila tam in njega, pa se mu ponujala. Ja, veste, gospod, jaz sem bila 2 let pri nunah. Če bi mene vzelo mest, bi se že snežila. Pa postavil takaj šudek tesl, zelo v brda, kot dolgo je blana, ka bo krat našel nek, ka si pomagat na ve. Tukaj je podjala, da sem odstopila. Mi, što kudaj imam ne huda. Lesica. Takoj sem ga huda naj. Kar preupila sem ga zunaj pred gostilna. Da mu jak je nucal. No ja. Zvečer se je pa še popravičt. Sama nisem vedela, kaj naj naredim. Sem zaropotali spodaj tam pod hišo. Lojtra je predstavil. Lojtra, pod moj okn. O, Kristus. Prišel je, se vem, pravičit se mi, ker sem bila takoj huda naj. Pa mi je dal roka. Jaz sem ga pa pogledala. Ja, to me lepo gleda, pa se posmejal. Ne bom bolj huda naj. Pa je pa dolgo tist pisal. Pa je mogo jet nazaj v Ljubljano. Den je pa takoj dolg čez pojnim. Cel cajt sva se poslovljala, kaj odhajal. Objel me je, za roka me je paril, pa je djal, da bi se poljubila, da tak delajo prijatni. Nismo vem, kaj počet v greh. Stiskal me je pa poljubila cel cajt, da pa sama nisem vedela, kako grem domov. Čist sem se zgubila. Kar noč je že padla. Sem prišla domov, me pa Daniel hecel, pa se norca delal z mene, če je prehitra noč padla. Ta Daniel, ta je pa res za hece. Oh ja, tele rožce sem naberala danes. Sem dejala, da si en venčk naredim. Če pa le prišel moj Janez iz Ljubljane, da bom bila lepa, da se mu bom morbet bolj dopadla. Morbet se pa bom. Pa vse imamo odpošen. Tako je zagrabt. Da najbolj, da kar grem, bojo hudi name, če vam bom pomagala. Zmeraj bom, tako je grabt. Pa sem pa tukaj zmatrana, pa mi tukaj
sveta. Nič, kar grem, da ne bo kaj narobe. Pred drugim igranim delom si privoščimo še malo glasbe. Ljubezen je gonilo našega življenja in ni lepšega kot biti sprejet in ljubljen, kot nekdo, ki imel me bo rad. Sanje so tisto, kar nas drži po konci in pelje naprej. Zato nikoli ne nehajmo sanjati, hrepeneti in si želeti. Kmalu se sledi drugi prizor iz povesti Cvetijo v jeseni. Še prej pa skladba A Million Dreams iz glasbenega filma Največji showman, v slovenskem prevodu skupine Muzikalci, v kateri tudi sama nastopam. Torej, Milijon sanj.
Večerja že stoji, zaradi tebe bom lačna. Pa bo družina slab jedla. Cel dan se bahava, ta črna žvina. Ti pa tole pred tem kolorom tu postopaš. Pa do Presečnikovih, ko smo vendar toaledje, ker to da več ne najdeš. Takoj sem huda. Dobar Dolča še ni prišel v hišo. Le koga videl, ko bi vedel. Tok sem huda. Delal sem cel dan. Neč. Pisem mi je prinesel gospod Jakov. Neč. Če gospod Jakov lahko do ta gostila, bom pa vendar smel tudi jaz. Neč. Poslušaj, piše ja mi dost dela v pisarni, pa da bomo uhval nazaj v Ljubljano. Neč. Ja, če je pa neč, ja, pol pa ne bo neč. 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 Nekod se pobiraš, Janez. Tukaj je lep dan. Poglej, kako se lepritko hor nablegaš. O, pa ja, jade. A marva počila? Ja, Dolga pot je še za nama. pa dejva. Gotovo si že kaj lačen. Ja. Pa jej, ja. Na, pa ne jej. Pa t'more nečun biti sam do Ljubljana. Nimaš človeka, ko bi ti kuhal, pa ko bi ti bral. Pa če zboliš, si slabi od naše živine v štal, za katero se saj Liza briha. A res mora biti tok? Kako si ne pomagam? Ki ne dobim kuharca? Stare nečem, mlade ne dobim. Na dober tok, poglej gospoda v Javorjah. Vzel je sorodnica k sebi, pa ustreže, da je zadovoljen. Ki ne dobim sorodnica? Če je mlada, notla prid, kaj pol? Tak sem, kot tale roža, kot je nazima cvode. Kaj bo z tega? Cvet odpade, pa prav neč nam bo z tega. Če je mlada, pa ne jo vzame. Ko to pa govori o tebi? Ja, če pa to ni, bolje pa še nek. Ti na to znaš mesta, pa ne govoriš leht jeziku. Nauš 4 tjedne parmen, pa si na ulica naušil, pa da tekujte po stran. Ježeš, ko to pa govori o meni? Tam le pa nastaja Kristusove srajčke. Je ta, zdaj je cajt, da grijem. Mama še počaki, se neč namodi. Ne moram več čakati, je že pozno. Neč še ni pozno. Drugač zamudim, koliko ne pride v Ljubljana, če še odlašam. Ja, pol lokmenca je ostan. Veda, daj mi roka. Vedva, boga mislim na druga, a ne? Je že. Poglej, Vita, v mestah je navada, da se dva parjaka, ki se imata rada, poljubta, ki gresta drug od drugega. Naprimer, na lica, če ni drugač, na usta. To delajo parjaki. Medva so pa parjata, a ne? Ja, smo že, če ni greh. Kaj še biti greh? Bogom je pa.
Najlepša hvala obema. Danes sem vaša napovedovalka Tanja Pečenko, ki delujem kot kulturna ustvarjalka, pevka, koreografinja in fotografinja. Moja največja ljubezen pa so muzikli, v katerih že več let nastopam kot igralka in pevka. Zato vam bom sedaj ob Lorovi spremljavi zapela pesem, ki jo poje Meta po muzikalu Cvetje v jeseni in hrepeni potem, da bi vsaj enkrat v življenju doživela pravo ljubezen. Naj se vas dotakne.
Plemenitost srca je letošnja tema dogodka. Tako majhna kot velika dejanja sestavljajo mozaik življenja. Moramo se zavedati, da je vsak košček pomemben za izgradnjo plemenitih in iskrenih odnosov med ljudmi. To potrjujeta tudi obe pesmi, ki ju bo zapel gospod Lado Leskovar. Oder je vaš. Jaz bi vas najprej pozdravil. Sicer tam sem nekaj čitovanih obdobjih, jaz ne vem, v katerem obdobju sem. Samo, katero obdobje je, jaz želim, da sem fajn in da sem srečen in to želim tudi vam. Sicer pa zadnji sem bil v trgovini in so dajali poseben račun, kot ene igračke za otroke. In jaz sem pa, vsi moji otroci so že velik, ni treba za me, pa sem pa sicer pa veste kaj. Jaz sem že toliko star, da mi gre na otročje, kar dejte mi. Lep pozdrav. Veliko srečal sem, jaz vam še ne rekel, jaz sem namreč med drugim tudi pomorsko šolo v Piranu končal, pa sem plovil nekaj časa in potem vsi te pravijo, ja, glavno, da smo zdravi. Jaz sem rekel, ne, pa sreča je tista glavna. Na Titaniku so bili vsi zdravi, pa so vse potonili. Evo, to, da veste, sreča me vas vodi. Pošiljam srečo v vaši smeri. Med iskrenimi ljudmi se redko kdaj zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga tam enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so posebne te reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasni dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi raje z njo.
Pa še ena pesem, za katero sem slovensko besedilo napisal jaz pred mnogimi leti, mislim, da je bilo leta 1965. In sem je rekli, Lavo, zakaj večkrat kaj napišeš? Pa sem rekel, veš kaj, jaz sem pošten do sebe in bom parafraziral Menarda. Ker bil bi slabe volje, da drugi znajo mnogo bolje. To je to. Starejši mora biti v naši družbi slišan, mora biti spoštovan državljan, saj ga bogati modrost in zakladnica izkušenj. Zato je starejši človek, v katerega verjamemo, ga razumemo in mu pomagamo.
sedaj vabim člane Združenja gluhoslepih Slovenije, DLAN, in njihovo soustanoviteljico, generalno sekretarko ter strokovno vodjo, doktorico Simono Gerenčer, ki bo združenje tudi predstavila. Izvedli bodo njihovo himno Ne obupaj in pojdi na pot. Dobrodošli! Spoštovane in spoštovani, v veliko veselje mi je, da vas lahko tudi tako pozdravljam v imenu vseh ljudi z gluhoslepoto, v imenu dlanok in dlanovcev in seveda v imenu Združenja gluhoslepih Slovenije, DLAN. Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna strokovna invalidska organizacija, ki deluje po vsej Sloveniji, z željo, da pomagamo vsem ljudem z gluhoslepoto, torej ljudem, ki imajo hkratno okvaro sluha in vida, torej oboje v enem. Mnogokrat tudi pravim ljudem, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi. Njihov jezik je jezik gluhoslepih, ki temelji na dotiku. Dotik je tisti najzanesljivejši prenosnik vseh informacij zanje. In kot Slovenija smo zagotovo lahko zelo ponosni, saj smo leta 2021 vpisali jezik gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije kot prva država na svetu. S tem smo seveda priznali gluhoslepoto kot samostojno invalidnost in ljudi z gluhoslepoto kot samostojno skupnost in nenazadnje seveda z njihovim jezikom, z njihovo kulturo in tudi organizacijo. V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN se izjemno trudimo za to, da bi se uredil tudi njihov status in pravice ljudi z gluhoslepoto, vseh ljudi. Seveda, ko vas tukaj gledam, vse me spomni še posebej na tiste ljudi, ki so starostno gluhoslepoto. In teh je zagotovo največ. Kajti, če pogledamo podatke, vemo, da jih je po 65. letu starosti 2% in po 90. letu 13%. In to je seveda tisto, kar nas mora navdajati tudi za uspešno sodelovanje naprej. Seveda zato z željo, da bi čim več sonca in čim več glasbe pripeljali tudi v njihovo srce. Hvala lepa. Bil pogled, ko videl ta si spet, nebo, planine, morje, svetlobo in obzorje. Si slišal vsak šelest, od petja bil prevzim, poslušal rad si ptice, smeh, ki obarva lice, a tudi
ti kazala je vsak dan, so vidom in trpljenje, ki gre skozi življenje. Vse se je spremenilo, začutil si nemoč, glas je včel tišino, svetloba zdaj je noč. Ta svet je ves drugačen, srce ti govori, moč upanja ti daje, kot plamen naj živi. Nikoli ne obupaj in pojdi na pot, saj duše moč svetloba te spremlja vse posod. Vse poti, ljubezen voditi, in palica je bila družica ti vse dni, te pisem prebudi, tišini zazveni, srce ti napolnijo z lepoto milosti. Vse se je spremenilo, začutil si nemoč, glas je včel tišino, svetloba zdaj je noč. Ta svet je ves drugačen, srce ti govori, moč upanja ti daje, kot plamen naj živi. Nikoli ne obupaj in pojdi na pot, saj duše moč svetloba te spremlja vse posod. Saj duše moč svetloba te spremlja vse posod. Najlepša vam hvala, tole je bilo res lepo in ganljivo. Ekipa Društva za pomoč v tretjem življenjskem obdobju in starejše osebe bodo zapeli pesem Ko boš prišla na Bled, ki so jo prav za to priložnost zvadili skupaj. Izvolite! Śniący
besed. Evo, vidim, kaj se sedela. Evo, jaz vam iz srca zahvaljujem, da ste se danes potrudili in prišli se pustili pripeljati in to z lepimi, čudovitimi oldtimerji ali pa takimi čist navadnimi avtomobili, ki jih služijo svojemu namenu, da ste prišli. Ali pa prišli peš, s kolesom, kakorkoli ste prišli, se vam zahvaljujem, da ste. Kot ste videli, nastop pred nami, Združenje Dlan, ki so trenirali že mesece, da se bojo danes predstavili. In potem tukaj naša ekipa društva, ki se vsako leto trudi organizirati tale dogodek, zahvaljujoč vsej podpori glasbenikov, smo z eno besedo hvaležni, da ste pa prišli, imate pa gotovo plemenito srce. Tako smo tudi naslovili letošnjo temo, ker ljudje, ki se podpirajo, ki sodelujejo, imajo plemenito srce. In to se pozna na njih samih in v njihovi okolici. Tako da, hvala in se vidimo naslednje leto zopet. Za zaključek pa smo združili moči vsi nastopajoči, ki si želimo, da se naslednje leto zopet srečamo na tako srčnem dogodku. Danes je srečen dan in naj traja in traja. Vse dobro in nasvidenje prihodnjič, vi pa zavojte skupaj z nami.